Poleg ciljev izobraževalnega programa je pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega pouka pomembno upoštevati tudi potrebe in interese dijakov. Individualni načrti izobraževanja, v katerih načrtujejo individualne poti vsakega dijaka, so priložnost, da dijaki sami postopoma prevzemajo odgovornosti za lastno učenje. Za pripravo individualnih načrtov izobraževanja je ključnega pomena dobro poznavanje dijakov. Zanje smo pripravili vprašalnik, s pomočjo katerega smo se bolj približali posameznemu dijaku in ga čim bolj spoznali. V nadaljevanju smo izvedli razgovor s vsakim dijakom. Vzeli smo si čas za pogovor in razmislek. To je bila osnova za pripravo individualnega načrta izobraževanja. Razgovore so izvajali tudi na razrednem taboru, na katerem so dijaki imeli priložnost razvijati in krepiti socialne in druge veščine. V razredu smo si razdelili delo. Nekateri so poskrbeli za sestavo jedilnika in nakupe živil. Z Matijo sva pripravila družabni večer, nekateri so bili zadolženi za športne dejavnosti, na primer pohod, vozne rede in ostalo, da so stvari tekle v redu. Všeč nam je bilo, da smo lahko sami predlagali delavnice, ki so bile potem izvedene na taboru. Prve individualne načrte izobraževanja so izdelali člani šolskega razvojnega tima skupaj z dijaki. Kasneje so jih dijaki dopolnjevali vedno bolj samostojno. Člani šolskega tima smo se redno sestajali in komunicirali med seboj. Bilo nam je pomembno, da smo opora in spodbuda pri oblikovanju dijakovega načrta in razvijanju dijakovih poklicnih kompetenc, socialnih ter mehkih veščin ter osebnostnega razvoja. V tem kreativnem nastajanju je bila dijakova individualizacija naša rdeča nit. Napredek dijakov so redno spremljali in jih spodbujali k naslednjim korakom. Cilj je bil, da dijaki postopoma prevzemajo odgovornost za načrtovanje izobraževanja in karierne poti. Dijak, ki si sam postavi cilj, je večinoma bolj motiviran za njegovo uresničevanje. Dijaki smo imeli možnost predlagati področja, na katerih bi radi napredovali. Učitelji so nas upoštevali in spodbujali k vedno zahtevnejšim nalogam. Če smo se kdaj zmotili, smo se iz tega vedno kaj novega naučili. Učitelji nas podpirajo pri pripravah na tekmovanja, pri izbiri praktičnega usposabljanja, pri sodelovanju na mednarodni izmenjavi, pri ustanavljanju dijaškega podjetja in spodbujajo, da smo čim bolj samostojni. Učitelji razvijajo in preizkušajo učna okolja, ki omogočajo optimalno učenje in aktivirajo vsakega dijaka. Na šoli že vrsto let izvajamo medpredmetno povezovanje in poučevanje oziroma sodelovanje med učitelji, tako programskih enot, kot tudi med učitelji teoretičnih in praktičnih delov strokovnih modulov. Učitelji smo pri urah pouka izvajali več medpredmetnega povezovanja, kar se je izkazalo v boljšem razumevanju in povezovanju teorije in prakse. Uspešno je bilo izvedeno tudi sodelovanje med programi. Živilsko-prehranski tehniki so slaščičarjem pokazali, kje v slaščičarski delavnici je največ mikroorganizmov. S tem so jim pomagali razumeti pomen higiene. Naslednjič pa so slaščičarji učili živilsko-prehranske tehnike temperirati čokolado in izdelati pralineje. Učitelj dijakom ponudi nabor izdelkov z opisom tehnoloških postopkov. Namesto predlaganih šolskih izdelkov lahko izbirajo zahtevnejše izdelke ali razvijajo nove. Vrstni red izdelave in tempo si dijaki določajo sami. Dijaki na spletu najdejo zelo zanimive ideje, tudi zelo zahtevne postopke, ki včasih presenetijo tudi mene. Zato stalno spremljam trende v slaščičarstvu, da lažje podpiram dijake pri njihovem razvoju. Spodbujam, da dijaki iščejo nove postopke in preizkušajo svoje meje, a nenehno preverjam njihovo razumevanje, spremljam, kako se znajdejo v spremenjenih okoliščinah. Namesto razlage raje postavljam vprašanja.
Vsak dijak sošolcem predstavi ključne faze izbranega postopka, ki ga je usvojil. Prikaze novih postopkov dijaki posnamejo za nadaljnje učenje. Zaradi individualizacije smo se članice tima redno srečevale, načrtovale delo in izmenjevale informacije. K temu smo spodbujale tudi druge učitelje, da so bili obveščeni o tem, kaj se s posameznimi dijaki dogaja. Timsko sodelovanje in povezovanje je prispevalo k krepitvi pozitivne klime v kolektivu, nastajanju kakovostnejših odnosov med učitelji in boljšemu poznavanju dela sodelavcev.